tudi novi mariborski župan zbira kazenske ovadbe. Nova trgovina z vini in domačimi izdelki. Kakšna je sodobna kmetijska mehanizacija? Pozdravljeni. Če si je nekdanji mariborski župan Franc Kangler v zadnjem mandatu nakopal 16 ovadb, si je ekipa vstajniškega župana Andreja Fištravca svojo prvo prisvojila že po 16 mesecih županovanja. Včeraj je bila namreč vložena prva kazenska ovadba zoper 3 osebe z mariborske občine, osumljenih storitve kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Že maja so namreč kriminalisti vzeli pod drobnogled domnevno sporno kadrovanje v občinski upravi. Tam pa so se danes zavili v molk. Po neuradnih podatkih naj bi kazensko ovadili župana Andreja Fištravca, direktorja mestne uprave Marka Žulo in vodjo županovega kabineta Martino Kositer. Najbolj sporna naj bi bila pogodba županovega svetovalca Marka Kovačiča, s katero mesečno zasluži 1200 evrov neto, z njo pa ima bistveno preobširna pooblastila. Lahko samo potrdimo, da smo prejeli kazensko ovadbo zoper 3 fizične odgovorne osebe mestne občine Maribor zaradi suma storitve kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Pred 2 mesecama je trojico ovadenih zaslišala tudi policija, a je župan takrat poudaril, da se nikakor ne čuti krivega. So pa nad ovadbo razočarani vstajniški podporniki. Absolutno drži, da za vstajniškega kandidata morajo veljati višji kriteriji in ničelna stopnja tolerance do korupcije. V tem primeru pa se zdi, da stvar gre nekako po poti Franca Kanglerja. Se pa bo moral mariborski župan zagovarjati še za eno, po mnenju svetniške skupine Liste za pravičnost in razvoj, sklenjeno sporno pogodbo med občino in mestnim svetnikom Liste za Maribor ter poveljnikom civilne zaščite Andrejem Verličem. Pogodbo v skupni vrednosti 9000 evrov so že posredovali protikorupcijski komisiji. Za to pogodbo, ki je bila sklenjena, se Andrej Verlič zavezuje opraviti naslednjo delo. Priprava in organizacija pomoči mesto Kraljevo v Republiki Srbiji. Ta pogodba velja s 1.6. Dalje vem, da pišem poročila za opravljeno delo in z tega vidika me prav nič več ne peče, torej pogodbo sem oddelal. Vodstvo občine ovadbe še ne more komentirati, saj uradno od njej še niso bili obveščeni. Smo pa izvedeli, da naj bi bilo na mariborskem tožilstvu proti Fištravcu vloženih še 11 anonimnih ovadb. Lista kolesarjev in pešcev z Josipom Rotarjem na čelu je začela kampanjo za vstop v mestni svet. Za cilj so si zastavili osvojiti najmanj en sedež, a morajo za to do 10. septembra zbrati vsaj 407 overjenih podpisov volivcev. S tem si bodo pridobili možnost za nastop na volitvah. Zavzemali se bomo za to, da mesto začne bistveno bolje organizirati prometni sistem v mestu, da se začne prilagajati svojim prebivalcem, potrebam pešcev in pa kolesarjem, in pa da se bodo veliki infrastrukturni projekti in pa cestni gradbeni projekti začeli racionalizirati in da se v proračunu ne bo več toliko sredstev uporabilo za te stvari. Za številne turiste, ki v poletni sezoni obiščejo Maribor, ostajajo vrata Vinagove kleti zaprta. Nekdaj ugledni vinar je namreč od aprila v stečaju. Nujno je, da klet čim prej začne svojo dejavnostjo, saj je ključna za identiteto našega mesta, opozarjajo na Zavodu za turizem. Nesprejemljivo je, da v poletni sezoni, ko mesto obišče veliko turistov, 3. največja klet v Evropi ostaja zaprta, so prepričani na Zavodu za turizem. Klet bi radi najeli in jo čim prej usposobili za oglede. Verjamemo, da bo seveda stečajna upraviteljica zraven ostalih ponudb, ki jih verjetno ni malo, obravnavala tudi našo, morda seveda prednostno glede na to, da smo v Mariboru, da poznamo zgodbe Maribora, da smo že upravljavci hiše Stare Trte in seveda skrbimo za Staro Trto. A znano je, da se stečajna upraviteljica Brigita Kraljič zavzema za prodajo Vinagovega premoženja v celoti. Ker ji to še ni uspelo, od julija zbira tudi nezavezujoče ponudbe za oddajo poslovne celote. Ali je za najem kaj zanimanja, nam danes ni uspelo izvedeti, kot tudi ne, ali je pripravljena oddati tudi posamezne dele premoženja. Je pa po dolgotrajni prenovi svoje vrata znova odprla Vinagova trgovina v središču mesta. Tam so na voljo vina okoliških pridelovalcev, olja, med in izdelki domače obrti.
Tukaj sigurno moramo dajati velik poudarek promociji našim štajerskim vinom iz našega vinorodnega območja in seveda vsem tudi ostalim izdelkom, ki sodijo v ta okvir. Na Zavodu za turizem bi želeli tržiti vino, pridelano pod piramido. Vino Stare Trte, ki je na voljo od lanskega leta, je pravi prodajni hit, pravijo. A prihodnost vinega za zdaj ostaja nejasna. Stečajni upraviteljici je uspelo začasno dati le polovico vseh vinogradov. Upravljanje je zahtevno. Od aprila do junija je podjetje v stečaju zabeležilo 2600 evrov prihodkov in kar 38 tisoč evrov stroškov. V Dnevniku sledi še kratek pregled dogajanja drugod po Sloveniji. Neurja in močan dež so minulo noč po Sloveniji povzročili nemalo težav. Več hiš v občini Dobrova Polhogradec še vedno ogrožajo plazovi peska in zemlje, uničene pa so ceste in mostovi. Meteorna voda je zalila tudi posamezne objekte v številnih drugih občinah po Sloveniji, predvsem na Gorenjskem in v Grosupljem. Komisija za preprečevanje korupcije preiskuje postopek izbire kandidatov za evropskega komisarja, predvsem dejstvo, da je na seznamu 3 kandidatov, poleg evropske poslanke Tanje Fajon in predsednika Desus Karla Erjavca, tudi predsednica vlade v odhodu Alenka Bratušek. Komisija trenutno čaka na dokumentacijo vlade, na osnovi katere se bo odvijala nadaljna preiskava. Preiskava naj bi sicer pokazala, ali je pri predlogu kandidature Bratovškove za evropsko komisarko šlo za kršitev in kdo v tem primeru nosi odgovornost zanjo. Mariborska biotehniška šola je danes v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Maribor v svojih sadovnjakih in vinogradih prvič pripravila predstavitev sodobne kmetijske mehanizacije, kar je v tujini že ustaljena praksa. Predstavilo se je okoli 30 razstavljavcev iz Slovenije, Avstrije in Italije, nove tehnologije pa si je ogledalo okoli 200 kmetovalcev. Sodobna kmetijska mehanizacija se razvija predvsem v smeri trajnostnega pristopa k kmetovanju. Da olajša obdelavo tudi v vinogradih in sadovnjakih, je daljinsko vodena. Das heißt, ich kann alle Funktionen des Traktors über Funk mit dieser Fernbedienung hier steuern. Start, Stopp, die gesamte Hydraulik. Tehnična opremljenost je poleg znanja po mojem ena najbolj pomembnih stvari trenutno, ker enostavno, če nimaš dobre opreme, si nekonkurenčen. V podjetju so zato letos slabih 200 tisoč evrov vložili v računalniško vodeno prebiralno mizo za grozdje. Se želijo poceniti trgatev. Kot dodaja Flakus, je sezonsko delo predrago, zato je lastna cena vina previsoka in ni dobička. Poleg trga pa trajnostni pristop k kmetovanju usmerja tudi skupna kmetijska politika evropskega prostora. Poskušati čim več reševati mehanično, s tem seveda tudi zmanjševati okoljsko obremenitev, kot seveda tudi poskušati vplivati na izboljšanje predvsem fizikalno-kemičnih in bioloških lastnosti tal. Pripomore k temu, da uporabljamo čim manj fitofarmacevtskih sredstev, posebej za talno oskrbo, kar seveda tudi v našem novem programu učnem pri praksi kar mnogo koristi našim dijakom. Težišče novega programa naravovarstvenika je namreč prav na varovanju okolja in prepoznavanju vpliva delovanja človeka na naravo. Ta konec tedna so v Radljah ob Dravi odprli prvo naravno kopalno jezero v Sloveniji. Po vzoru Avstrije, kjer imajo takšnih jezer kakih 100, bo tudi tukaj voda brez klora in kemikalij. To je velika pridobitev za občino Radlje in širšo Koroško, ki bo tako razvijala turizem in okoliškim prebivalcem omogočala osvežitev doma. Nove vodne površine v velikosti 2 olimpijskih bazenov ponujajo osvežitev za plavalce in neplavalce. Kakšna je voda? Topla, ravno prava. Ravno prava? Ja. Ja, bo v redu to zakopati? Ja, super je. Voda v jezeru prihaja iz lastne vrtine in je brez kemikalij. Čistijo jo peščeni filtri in rastline, ki se morajo še dobro zarasti. Lepo je urejeno in res je ena turistična pridobitev za naš kraj, pa upamo, da bo na tak način tudi naša Dravska dolina malo bolj zaživela. Meni se zdi, da je to super, da so bomo lahko tudi domačini hodili kopati sem. Kje si se do zdaj kopal? Največkrat v Avstriji. Dober 1 milijon evrov vredno investicijo v turizem so večinsko omogočila evropska sredstva. Prva faza je vodni park, druga faza pa prihaja še do konca meseca septembra, ko moramo urediti še avtokemp in počivališče za avtodomove in pa nabaviti 3 glampinge, torej 3 glamour kampinge in pa 3 čovne, ki jih bomo
dali na Dravo in bodo z njimi omogočili veslanje po Dravi. Otvoritvi je bilo naklonjeno še vreme in otroška razigranost je vladala tudi med odraslimi. Upokojenci imamo malo problema, da časa ni, ampak ko ga bomo dobili, bomo že prišli. Kaj pa danes imate kopalke ali ne? Imamo. Cena dnevne vstopnice je za odrasle 5 evrov, za otroke 3. Po 15. uri cene znižajo, domačini pa se lahko letos kopajo zastonj. Na Rogli se je v ponedeljek začel 12. svetovni skavtski forum, ki ga bo do petka gostil 200 mladih tabornikov iz 80 držav širom po svetu. V ospredju letošnjega foruma organizacije, ki vključuje več kot 40 milijonov ljudi, bo medgeneracijski dialog o temah, ki zadevajo predvsem mlajšo generacijo. Mladi taborniki verjamejo, da lahko skavtstvo vpliva na razvoj družbe in na globalne trende, predvsem tiste v povezavi z naravo in okoljem. Množica tabornikov starih med 18 in 25 let se je za en teden zbrala na Rogli, kjer bodo pred svetovno skavtsko konferenco, ki bo v Ljubljani prihodnji teden, oblikovali stališča mladih glede aktualnih tem, ki jih zadevajo. I count on young people, and this is my message to them today, that they have to act as innovators, as consumers and as voters to make choices based on climate change and based on protecting our environment. Coming here is a very good reminder to everyone. V pisanih taborniških uniformah so prvi dan oblikovali več nacionalno in rasno heterogenih skupin in se med opravljanjem zanimivih nalog pobliže spoznavali. Pa ovo je dio našeg team buildinga i praktično predstavljamo na ovom panovu sa našim otiscima ruku ono što nas inspiriše. We are matching the pictures and the script for this task. And what is the task? I see Socha River, Triglav. About Slovenia. We're trying to translate words into our languages. How it's hello in Kenyan? Jambo, that's Swahili. Tak pristop mlade navdihuje ter jim pomaga razviti veščine v procesih odločanja. Next week we'll have a larger conference in Ljubljana where we will even more together, well, we will be more countries and there will be a bigger opportunity to voice the message of the young people within the organization. V največji vzgojni mladinski organizaciji na svetu, ki želi do leta 2023 doseči 100 milijonov mladih, bodo velik poudarek dali vključevanju mladih v procese odločanja in predvsem usposabljanju mladih za voditelje prihodnosti. Svetovne skavtske konference, ki bo od ponedeljka v Ljubljani, se bo udeležil tudi nekdanji Nobelov nagrajenec za mir Lech Valensa. Šport slovenske nogometni prvaki Mariborčani bodo danes ob 20. v Larnaki igrali povratno tekmo tretjega predkroga Lige prvakov proti Makabiju iz Tel Aviva. Izbranci Anteja Šimunča imajo pred dvobojem lepo izhodišče. V sredo so namreč pred domačimi navijači z golom Damjana Boharja slavili z 1:0. V mariborskem taboru se zavedajo pomembnosti tekme, ki jo bodo sicer malce kvarile prazne tribune. Makabi namreč zaradi zaostrene politične situacije ne sme igrati svojih domačih tekem v Izraelu. Še to, Evropska nogometna zveza je zaradi rasističnega obnašanja gledalcev kaznovala 4 evropske klube, med njimi tudi Maribor. Za kazen bodo morali v Mariboru na naslednji evropski tekmi zapreti del tribun. Kazen se nanaša na drugi krog kvalifikacij za Ligo prvakov, ko je Maribor v Ljudskem vrtu gostil Zrinski iz Mostarja. Tik pred koncem dnevnika še mednarodne teme, najprej o slovesnosti ob 100-letnici Prve svetovne vojne. Na slovesnosti v belgijskem mestu Liež ob 100. obletnici začetka Prve svetovne vojne so se danes zbrali voditelji in predstavniki več kot 80 držav. Mesto so za prizorišče osrednje slovesnosti izbrali, ker je bilo v prvih dneh avgusta leta 1914 branik pred upadom nemških sil. Svetovni voditelji so ob tej priložnosti opozorili na trenutno situacijo v svetu in javno spomnili na minule dogodke, ki jih je prinesla svetovna morija. Prva ministrica muslimanskega rodu v britanski zgodovini, baronesa Said Warsi, se je odločila odstopiti z položaja ministrice za verske skupnosti, saj se ne strinja s stališčem britanske vlade do dogodkov v Gazi. Varsijeva, ki ima pakistanske korenine, je preko Twitterja sporočila, da se je za odstop odločila s težkim srcem, svojo odločitev pa je že sporočila predsedniku vlade Davidu Cameronu. V Kninu je danes potekala osrednja spominska slovesnost ob 19. obletnici vojaške operacije Nevihta.
Z operacijo, v kateri je med 4. in 7. avgustom leta 1995 sodelovalo kar 200 000 vojakov, si je Hrvaška povrnila ozemlje, ki so ga od začetka vojne leta 1991 zasedali srbski uporniki. Pomenila pa je tudi uvod v konec vojne v Bosni in Hercegovini. Najboljši japonski lokostrelci pa so se zbrali v priljubljenem turističnem mestu Niko, severno od Tokija, na tradicionalnem dogodku v spomin na legendarnega lokostrelca iz 12. stoletja. Več kot 1800 tekmovalcev se je v čast velikemu mojstru te stare umetnosti pomerilo v streljanju tarč, ki so se pozibavale v čolnih na bližnjem jezeru. Še vreme, jutri bo dopoldne dokaj jasno, ponekod bo po nižinah zjutraj megla. Popoldne bo nekaj kopaste oblačnosti, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Ponekod bo še pihal severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 18, najvišje dnevne od 24 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Gledali ste Dnevnik televizije Maribor, nasvidenje pri večernih poročilih.